samo prani, v naših prsih pijejo možgani. Nismo sveži, rahlo smo postani, vsema budni, vedno bolj zaspani. Nismo slepi, smo nekratko vidni, koraki naši vse bolj so previdni. Nismo prvi, v zlati smo sredini, pazimo se, da se izognemo višini. Za naju, nas se svet drugač vrti, nas se obrača, kot nama prav se zdi. Zaključna akcija že 4. sezone Očistimo gore in planine se je tudi letos iztekla v čudovitem sončnem vremenu v športnem centru Triglav Pokljuka na Rudnem polju. Koristno s prijetnim je združilo več kot 300 ljubiteljev slovenskega gorskega sveta. Na čistilnem finalu so se planinci, ki so se jim pridružili člani gorskih reševalnih služb, člani biatlonske reprezentance na čelu z Jakovom Fakom, deskar Žan Košir, perspektivni slovenski športniki, člani Planinske zveze Slovenije in predstavniki zavarovalnice Triglav, vsak svojo vrečko v roki ali na nahrbtniku, podali na različne lokacije čiščenja na Rudno polje, Javorniško planino, Mrzel Studenec in smučišče Viševnik. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se mi smeji. Gorska ruža čaka me, gorska ruža, da vrnem se. Moji špili iz planin, pod srcem pustil sem spomin. To je akcija, v kateri očiščujemo gore, da bo lepa narava. Akcija je zelo uspešna. Tudi sam zelo rad hodim v hribe in imam rad, da je narava čista. Mladi, hodite v gore in poskrbite za čisto naravo. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. In nasvidenje svet sam. In nasvidenje nabrali ste 55 kg smeti. Ja, kje ste pa najdli toliko smeti? V Mali, ne. Mali, ne? Samo ne, muhufkam. Enih je odložil, vi pa fakt vreče, pa imate nagrado. A zdaj vidite, kako se biatlonci znajdejo. Bravo, to nam je všeč. Važno je, zdaj boste vsi dobili neluštne nagrade. Jaz bi se, kdo pa vaš trener? Andrej Špilič. Andrej Špilič, okej? Aha, Andrej, dober si jih vzgojil. Če bojo še tako dober laufar, kukor nabirajo smeti, imamo nove olimpijske prvake, prav? Saj to že. Že imamo? Ja. Vsi. A ste vedeli to samo za resnih biatloncev? Kje si pa najdla tole smet? Tam, kjer je bila še taka zemlja. Zdaj pa pogledajte, kva je najdla. Granato. Dober, da je brez eksploziva, ampak ob tem bi rad vse čistilce opozoril. Če kdaj kje vidite ob nabiranju smeti ali ob sprehajanju po naravi kaj podobnega, prosim, pustite primer, pa obvestite policijo. A je v redu? Jaz ne moram več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hotel tebe imeti. Zdaj ne rabam več ostalih stvari, sem še svoje sanje in človeka, kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromen lepih slik, a po dvomu sem vase nehal trest mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove, v njih srečo lovim. V 4 letih je zavarovalnica Triglav z več kot 100 000 biorazgradljivimi vrečkami opremila že skoraj 60 koč in planinskih postojank po Sloveniji. Samo v tej sezoni je zavarovalnica na novo opremila okoli 20 gorskih domov in planinskih postojank v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah in Sredogorju.
letos potekala že 4. sezona, danes jo zaključujemo tukaj na Pokljuki. Zavarovalnica Triglav, kot sem že rekla, 4 leta organizira in spodbuja to akcijo Očistimo gore in planine. V teh 4 letih smo že skoraj 100 ton smeti nabrali in ugotavljamo, da ni več težava v tem, da bi bile gore polne smeti, ampak da sedaj je mogoče poslanstvo te akcije, da ohranjamo čiste gore in pa da osveščamo mlajše generacije. Plani za naslednje leto so ravno v tej smeri, da vedno več pozornosti usmerjamo k mlajšim generacijam, vzpostavimo sodelovanje s šolami, tudi vrtci in pa da ohranjamo čiste gore. Jaz pa še vedno verjamem stvari, vse te dolge noči, vse te dobre ljudi in še vedno verjamem, da nekje me čakaš ti med zvezdami. Nekje tam gor, onkaj vseh skrbi, tam konec naše je poti, jaz pa še vedno. V času letošnje akcije so razdelili tudi 20 000 vrečk, v 4 letih skupaj že več kot 100 000. Po ocenah organizatorjev akcij so tako ljubitelji gora doslej v dolino prinesli že skoraj 20 ton smeti. Na sklepni slovesnosti se je Luka Pušnik, predstavnik Zavarovalnice Triglav, glavnega pokrovitelja akcije, zahvalil vsem sodelujočim v akciji. Najlepša hvala vsem, da ste se odzvali povabilo, se nam pridružili na Pokljuki. Sicer je bilo zjutraj malo mrzlo, ampak potem smo vsi skupaj odšli vsak v svojo smer. Nekoliko sem sam osebno presenečen nad količino smeti, ker smo jih danes uspeli zbrati. Rekord? Ja, seveda. Letošnji? Ne, mislim v vseh finalnih akcijah. Tako da ja, to je naša zgodba, ki smo jo začeli skupaj s Tofom pred 4 leti. Nekako gre razmislek tudi, kako bomo to stvar peljali naprej v prihodnjem letu. Najlepša hvala. Živel bi svoje sanje, življenje hitro mine in vse, kar ti ostane, je občutek, ki ne zgine. Prvič za narod, drugič za svobodo, tretjič gre za zdravje, zrak in čisto vodo. Ceni to, kar imaš, bodi vesel, nekdo v sebi dal, da to isto bi imel. Svobodo govora, možnost izobrazbe, izreč glasno svoje misli v spremstvu glasbe. Ona je tista, srca odpira, nas druži vse, zidove podira. Govori iskreno, izpolni obljube, ne pljuva, pod sonce, sveti na druge. Luč v temi, sebe v zemlji, ščito med problemi, drugače med vsemi. Doma je najlepši, vsi smo ljudje, ko ura odbije konc, na konč šteje čisto srce. Pokaži svoj obraz, ne skrivati se za masko, človeško je narediti napako, odpuščati božansko. Mnogi udeleženci akcije ugotavljajo, da so slovenske gore in planine čedalje bolj čiste in so dolgoletne aktivnosti in ozaveščanje obiskovalcev in pohodnikov po slovenskih gorah in planinah le obrodile sadove. Torej, finale akcije danes v soboto 19. oktobra tukaj na Pokljuki, mislim, da je več kot veličasten. Prišlo je okoli 300 res pravih ljubiteljev čistih planin, med njimi, kar smo še posebej ponosni, tudi celotna biatlonska reprezentanca, veliko športnikov, posebej mladih, to je zelo pomembno za to akcijo, da ima tudi vzgojni pomen. Mi smo letos že od maja meseca naprej opremili 55 slovenskih planinskih postojank z temi našimi razgradljivimi vrečkami, smetarskimi Zavarovalnice Triglav. Kot opazili smo, da je bila akcija zelo uspešna, ker smo mogli vmes še nekajkrat v nekatere planinske koče dostavljati vrečke, ker jih je zmanjkalo. Skratka, planinci so
to našo akcijo in akcijo Zavarovalnice Triglav zares vzeli za svojo in ravno kar sem dobil eno zelo zanimivo pobudo enega planinca z Bohinja, ker na naših vrečkah piše očistimo Slovenske gore in planine, je rekel, zdaj morate dati ohranimo Slovenske gore in planine čiste. Se strinjam, ker ta akcija poteka že 4 leta in mislim, da so učinki kar zelo opazljivi, veliko pohval dobijo od planincev. Skratka, akcija se je prijela, ne nazadnje dokazujejo tudi 3 velike mednarodne nagrade, ki jih je dobila Zavarovalnica Triglav za to akcijo v Londonu, v Berlinu, v New Yorku. Skratka, mislim, da je zadeva kar uspešna in zelo verjetno jo bomo prihodnje leto tudi nadaljevali. Letos je že 4. leto, ne, in posebno lani mi je bila všeč izjava enega planinca, ki je rekel, da je šel iz Komne čez Sedmera jezera na Triglav pa v dolino, da ima v sabo 2 vrečki, pa da nobene smeti skoraj ne najdemo. Lepše pohvale si ne moramo dobiti. No, že zdaj imamo na vseh teh izhodiščnih točkah so te vrečke. Drugo leto bomo seveda te postojanke še razširili. Opozorili so nas, da bi bilo zelo dobro, da te vrečke na vrhu vseh žičnic, Vogu, Velika planina, Golte, tam, ko prihajajo te izletniki, te so problematični, ker danes pravzaprav obiskovalce v hribe delimo v 2 skupini, planince pa izletnike. Ne. Planinci so zelo osveščeni, se sami zavedajo, izletniki so pa tisti, zaradi katerih moramo tudi recimo še danes na Pokljuki, pa na tej Javorniški planini v Skovnici pa kle okoli čistiti. Vrečke bojo tudi prihodnje leto po vsej verjetnosti na razpolago. Predvsem bi želel, da to geslo Zavarovalnice Triglav še naprej vestno upoštevajo, razen lepih vtisov iz hribov odnesite tudi svoje smeti. Zato bo v prihodnje morda potrebno zamenjati ime akcije in je predlog enega od udeležencev, naj bo moto prihodnjih akcij Ohranimo Slovenske gore in planine čiste, prav gotovo lepo zveneč in kaže na velik napredek v zavesti obiskovalcev gora in planin o potrebi ohranjanja čiste narave nam in našim zanamcem. Ki še lepše bo.